Dame in gospodje, vlog. Prejšnji teden mi je šef Uroš Štefelin dodelil eno tako simpatično, kreativno nalogo, ki je kot nalašč za današnje sivo jutro. Torej, z družino moram izdelati set krožnikov, jedilnih krožnikov, s katerih bomo pol obedovali, ki morajo biti čim bolj kreativni, pa malo drugačni, torej z našim podpisom. No, in na drugi strani sem vas vprašal, koliko članov šteje moja družina in koliko kosov perfektnega jedilnega seta mi bo uspeli izdelati. In ker pri naši družini radi stvari počnemo skupaj, sem se odločil, da bomo to dolgočasno jesensko jutro popestrili svoje dolgočasne bele krožnike z barvo. In valjda bom probal aktivirati vse svoje družinske člane in prisiliti vsakega od njih, da poštriha svoj krožnik. Tako da zdaj sledi do it yourself, skandinavski krožnik po mozzarello, ko malo prav ali pa narobe sliši. To pomeni, da bomo krožnike vzeli v bistvu za slikarsko platno in na njih izrazili svojo umetniško žilico. Ampak dajmo najprej skočiti na Pinterest po kreativne ideje, tam vem, da je kup hudih dizajnov za krožnike, tako da si malo dobiš inspiracijo, s katerih bo recimo ta model v zadnji, pa model tam v zadnji, črpal inspiracijo. Gremo, akcija! Gremo inspiracijo pogledati. Dajmo si pogledati, jaz sem zbral ene par dizajnov, pa sem se izhranil, a pridemo sem vsi skupaj. Ful je nadušen folk. Čist nadušeni smo, totalno smo nadušeni. Ok, inspiracija. Karkoli narediš, ne moraš narobe narediti, no. Čist zares po moje, razen če krožnik razbiješ. Dajmo to delati. To je najlažje, lej. Ta dizajn je najbolj preprost. Nimamo rdeče, ne moš, da si kupil 3 barve. Delate like, lahko delaš kot črte, recimo papir vzameš, pa po papirju si za šablona jemlješ papir, A4 format, pa takole narediš črte, pa nekaj napišeš, kaj imamo tam na črke. No, zdaj smo končno vsi za mizo. No, in če te zanima, kakšen je postopek, postopek je precej preprost. Najprej ustvariš, daš tako umetnino, potem pa pustiš barvo za porcelan, da se suši 24 ur. In po 24 urah mora zadeva iti še v pečico za približno pol ure pri 150 stopinjah. Pa naj bi bili v bistvu krožniki pripravljeni za to, da jih v vsakodnevnem prometu uporabljaš. Jaz mislim, da nam je kar dobro ratal. Jaz sem navdušen, ker so predvsem vsi pokazali ta team spirit in so vsako stvar svoj komplet. Liam smo valjda pomagali, in modri, pa rumeni so njegovi. Tako, se vidimo čez 24 ur. Evo, 24 ur je minil, kot bi trenil z očesom. Krožnike smo dali v pečico na 150 stopinj, kjer jih bomo pustili približno 35 minut, ker je pa naša družinska pečica ful majhna. Smo ložili enega na drugega, ampak vsem upamo, da bo to zadostovalo, da se barve tako čisto zares zapečejo pa zakrknejo. Pa da ne pozabim podariti nagrade. Pravilni odgovor je bil sicer 6 setov krožnikov, ker jih je Liam naredil kar 2, ampak veljajo pa vsi odgovori, ki ste večinoma prav odgovorili, koliko članov ima moja ožja družina, kar je bil namig. Tako da, to je bilo to, tukaj se bo spisal nagrajenec, to je bila prva sezona Šefovega vajenca, tako da še naprej spremljite, subscribite se, lajkite, šerite, tokrat pa lahko pod komentar zapišete, čigav krožnik vam je bil najbolj všeč. Tako da, to je bilo to, see you later, alligator. A bo druga sezona? Bo, bomo videli. See you.